Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Za Šeligovo nagrado so se potegovale predstave iz tekmovalnega programa 47. tedna slovenske drame. Mednarodna strokovna žirija, ki so jo sestavljali selektorica Sterijevega pozorja Marina Milivojević-Madžarev, kritičarka in dramaturginja Nika Leskovšek ter profesor bolgarskega jezika in teatrolog Ljudmil Dimitrov, je nagrado za najboljšo uprizoritev podelila predstavi Republika Slovenija v koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča Ljubljana in Zavoda Maska. Pri teh kriterijih smo se seveda odločili o predstavi, ki je celostno in najbolj kolektivno prepričala. Zlasti pa se nam je zdelo, da v bistvu ta predstava spodbuja vlogo in funkcijo gledališča, kot ga je imelo v antiki, se pravi odpira funkcijo gledališča kot javnega foruma. Se pravi najprej sproža neko družbeno debato in ima definitivno nek družben efekt v svoji sporočilnosti. Poleg tega gre pa za zelo specifično umetniško obdelavo materijala, ker gre v bistvu za dokumentarno gledališče oziroma tako imenovano verbatim gledališče. Poleg tega pa v bistvu nekako priča o celostni umetniški sintezi vseh različnih uprizoritvenih elementov, hkrati pa gledalca hočeš nočeš postavlja v pozicijo, kjer ne more ostati ravnodušen do sporočilnosti predstave. Po eni strani pač nam, Zavodu Maski, to pomeni priznanje za delo, ki ga počnemo, pa tudi priznanje oziroma podpora nekemu stališču, ker pač tukaj gre po eni strani za zelo močno umetniško in gledališko gesto, po drugi strani pa do te močne gledališke in umetniške geste lahko prideš samo z nekim močnim etičnim in družbenim stališčem. Predstava Republika Slovenija namreč govori o času osamosvajanja Slovenije, ko se je zgodilo marsikaj, kar nam je bilo prikritega, zamolčanega in zlaganega. Govori o ljudeh, ki so se v imenu države okoristili in nas ogoljufali. Poudarek je na politični orožarski aferi, do katere je prišlo v času nastajanja slovenske države. Tako se predstava od realne Slovenije ne razlikuje veliko. Pač na prvi pogled zelo malo, zaradi tega, ker je zasnovana v celoti pač na dokumentarnem gradivu oziroma tudi na ljudeh, ki so sodelovali v tistem začetnem obdobju v času vojne na področju Jugoslavije in so se pač ukvarjali ali pa so bili vključeni v trgovino z orožjem, ki je prek Slovenije in iz Slovenije potekala na Hrvaško in Bosno in Hercegovino. S tem pa, kot vemo, so bile kršene bil tudi embargo Združenih narodov, da ne govorimo o tem, koliko so pač se posamezniki okoristili s prodajo orožja. V utemeljitvi so zapisali, da predstava postreže domišljen koncept uprizoritve, ki prej sprašuje odnos posameznika do političnega, odpiranje javnega dialoga in družbeni učinek njene sporočilnosti, ki gledalcu ne dopušča ravnodušne pozicije.